Dober dan, pozdravljeni na konferenci za novinarje, ki jo pripravlja Mestna občina Kranj in na kateri bodo govorci predstavili aktivnosti projekta Gorki 2. Kot rečeno, se tiskovna konferenca snema. Lepo pozdravljeni. Gorki 2 je drugi sklop projekta odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda v porečju Zgornje Save ter na območju Kranjskega in Sorškega polja. V sklopu projekta vzpostavljajo sistem odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda v dveh aglomeracijah, Britof-Predoslje ter Mlaka pri Kranju. Ob komunalni infrastrukturi so na obeh območjih obnavljali tudi javni vodovod, gradili meteorno kanalizacijo in javno razsvetljavo. Na področju aglomeracije Britof-Predoslje in aglomeracije Mlaka pri Kranju gradijo komunalno infrastrukturo za odvajanje odpadne vode. V naseljih Britof, Orehovje in Mlaka pri Kranju se gradnja zaključuje, medtem ko se v naselju Predoslje trenutno intenzivno gradi. Prisluhnimo, kje natančno so z deli ter zakaj je Gorki 2 tako pomemben za Mestno občino Kranj. Gospod Matjaž Rakovec, župan Mestne občine Kranj, izvolite, beseda je vaša. Lepo pozdravljeni še enkrat vsi skupaj, tako izvajalci, moji kolegi in pa seveda novinarji. Vidim, da nas se je kar veliko zbralo, glede na to, seveda, ker je to projekt Gorki 2, ki je največji v zadnjih dveh letih na področju komunalne infrastrukture v Mestni občini Kranj. Če dopolnim mogoče gospo Verličevo pri predstavitvi Gorkija 2, gre za naselje Britof-Predoslje, Orehovje in pa Mlaka, skupno 2664 prebivalcem smo zagotovili izboljšano čiščenje odpadne vode. Položili smo preko 17 km novega kanalizacijskega omrežja, 5 črpališč odpadne vode, preko 15 km obnovljenega vodovoda, potem 13,5 km obnovljene in dograjene meteorne kanalizacije, 5,8 km javne razsvetljave in pa zelo pomembno, vidim, da so prebivalci oziroma občani, krajani zelo zadovoljni, 250 metrov dolg povezovalni pločnik med odcepom za Oljarico in pa pekarno Miš-Maš. S tem smo zagotovili res trajno in pa ustrezno prometno varnost, tako da imajo prebivalci v tem delu naselja nemoten in pa varen dostop do svojih domov. Res težko pričakovan pločnik, tudi tukaj bi rad to poudaril. Kar se tiče same investicije, mi smo pridobili najmanj 95% priključenost na enoten kanalizacijski sistem, ki se zaključuje v centralni čistilni napravi Kranj. Lahko vam to povem, da pred začetkom del, recimo 2015, je bilo priključenih na področju Britof in pa Predoslje le dobrih 33% prebivalcev, na Mlaki recimo 60%, no mi smo dejansko zdaj zagotovili najmanj 97% opremljenost območij z odvajanjem in čiščenjem odpadnih voda. S projekti, kakršen je Gorki 2, skratka vzpostavljamo pogoje za čisto in pa zdravo okolje, gradimo temelje za ohranjanje okolja na učinkovit in pa trajnostni način, kar pomeni seveda manj onesnažene vodotoke, predvsem Kokra, jo bomo dejansko naredili še bolj čisto, imeli bomo tudi bolj čisto vodo iz pipe, pitno vodo in pa seveda ohranjali bomo biotske raznovrstnosti na tem področju. Ljudem seveda zagotavljamo višjo kakovost bivanja, bolj urejeno infrastrukturo, konec koncev pa se prebivalcem na tem področju dviguje tudi vrednost nepremičnin, glede na to, da bo kanalizacija od zdaj naprej tudi z novimi vodovodnimi cevmi in pa z javno razsvetljavo, ter tudi z ostalimi infrastrukturnimi vodi, kot so plinovod in pa elektrika, tako da dejansko bo cena njihovih nepremičnin tudi pridobivala.
Zaradi epidemije je prišlo do kratkih zamud. O tem vas bodo več obvestili moji kolegi, predvsem izvajalci. Treba je bilo podaljšati izvajanje del. Bi se pa na tem mestu rad zahvalil vsem prebivalcem teh naselij za potrpežljivost in razumevanje in pa tudi, če lahko tako rečem, za iznajdljivost pri premagovanju nevšečnosti, ki jih tak velik gradbeni poseg seveda prinaša za seboj. No, nekaj mesecev bo še treba stisniti zobe, tako da jaz verjamem, da bo potem zadeva pozabljena in v bistvu se bomo spomnili samo tistih dobrih stvari, ki so se nam s to investicijo zgodile. Čisto okolje, če tako lahko zaključim, je danes privilegij in v Mestni občini Kranj smo si zadali nalogo, da ga negujemo in ohranjamo, da izboljšujemo tudi razmere za naše prebivalce, kjer je to možno, to se pravi ne samo kanalizacija in ostale stvari, veliko delamo na zelenih površinah, zelene strehe, drevoredi, skratka, veliko je investicij v Kranju. Če pa samo še malo vas spomnim, kaj smo v letošnjem letu naredili. Na Golniku smo obnovili vodovod, potem na Planini 2 obnavljamo tudi javno kanalizacijo v dolžini več kot 500 metrov, potem in pa tudi vodovod. V Mavčičah veste, da smo začeli z obnovo ceste, obenem polagamo tudi vso komunalno infrastrukturo v tem letu za dobrih 560 metrov, prihodnje leto več kot kilometer. Skratka, veliki načrti pa so z nepovratnimi evropskimi sredstvi za naselje Čirče, Hrastje in pa seveda tudi preostali desni breg Save. Tako da, evo, danes govorimo predvsem o Gorkiju 2, vseeno sem vas želel seznaniti, da imamo načrte še za celoten Kranj, zato pa smo na Gorkiju 2, jaz bi zdaj kar predal besedo ostalim izvajalcem, da mogoče malo bolj podrobno povedo, kje se trenutno dela nahajajo. Hvala lepa, gospa Verlič. Hvala lepa, gospod župan. Zdaj pa torej, kot je že gospod povedal, beseda izvajalcu del, podjetju Riko, ki bo povedal več o poteku gradnje, o izzivih, ki so jih pri gradnji premoščali. Izvolite. Dober dan želim tudi v imenu izvajalca, se pravi podjetja Riko skupaj s partnerjem Pirc gradnje. V nadaljevanju bomo, kot je bilo že rečeno, si pogledali nekaj več detajlov o samem poteku del. Kot je že bilo uvodoma poudarjeno, se pravi, gre za izgradnjo komunalne infrastrukture na področju naselij Britov, Predoslje, Orehova vas, Mlaka pri Kranju. Zdaj, izvajalec Riko in Pirc sta imela v svoji pogodbi izgradnjo fekalne kanalizacije, črpališč, meteorne kanalizacije, vodovoda in pa asfalterskih del. Želel bi pa poudariti, da so se poleg, se pravi, del, ki so bila v pogodbenem obsegu izvajalca Riko in Pirc, istočasno izvajala tudi dela še na ostali spremljajoči infrastrukturi. To se pravi, šlo je za plinovod, električne vode, izgradnjo telekomunikacijskih vodov in pa javno razsvetljavo. Zdaj, če si samo za občutek pogledamo nekaj fotografij, seveda, kako je to potekalo, se bomo spomnili nazaj. Fekalna kanalizacija, se pravi, potrebno je bilo zgraditi več kot 100 gravitacijskih sekundarnih kanalov. Cevi so bile pač dimenzij nekje do 300 milimetrov. Globine jaškov, ki so bili zraven, pa so bile tudi do 5,5 metrov. Omenjeno je že bilo, da je bilo izgrajenih 5 črpališč. Seveda ta črpališča so tipska črpališča, tudi ta so bila v globinah nekje do 5 metrov in vsako črpališče je opremljeno s črpalkami, ki potem črpa to odpadno vodo naprej po sistemu. Tudi seveda meteorna kanalizacija mora danes biti zgrajena ločeno od fekalne,
in tako smo imeli meteorno kanalizacijo v skupni dolžini več kot 10 km. Jasno, vodovod je bil zgrajen v dolžini več kot 15 km, tudi tukaj smo imeli cevi od manjših pa do premerov cirka 200 mm. Kaj je pomembno pri vseh teh zadevah poudariti, da gre za izjemno zahtevna dela, ker je potrebno upoštevati, da so vsak od teh vodov pač ima določeno višino, na kateri ga je treba, ali pa globino, na kateri ga je treba vgraditi, in da tukaj prihaja do prepletanja raznoraznih vodov, tudi že, bi rekel, včasih premeščanja obstoječih vodov in inštalacij, tako da je to kar zahtevno delo. Seveda, ko se vse te inštalacije pravi pod zemljo, če tako temu rečemo, vgradi, potem pa pride zaključno delo, to pa je asfaltiranje in pa talne označbe potem na dokončanem cestišču. Poudaril bi naslednje, da je seveda asfaltiranje zadnja faza in tako smo danes, če pogledamo obe dve sliki, nekje z deli v 95% vseh del končali. Čaka pa nas seveda še zaključek, to pa je asfaltiranje z grobim in s finim asfaltom vseh odsekov. In tudi tukaj smo nekje v 80% dela zaključili, tako kot je bilo prej rečeno, zaradi covida in zaradi težav, ki so s tem bile povezane, smo prišli v zimsko obdobje in zdaj so določene asfaltne baze se bojo zaprle in odprejo se šele nekje po začetek ali pa konec marca, odvisno od vremenskih razmer. In v tem obdobju seveda nam vremenske razmere ne dovoljujejo vgrajevanje asfaltov. Tako da to, kar je z rumeno barvo označeno, to so še odseki, kjer bo potrebno v naslednjem letu dokončati asfaltiranje. Če pogledamo terminski plan, dela so se začela izvajati na prvem projektu ali pa na prvem delu Britof-Predosljah nekje v se pravi marcu 2019, v Mlaki pa v koncem ali pa rekel septembra 2019. Kot sem že povedal, je bilo potrebno zaradi zahtevnosti, se pravi sočasnosti gradnje in pa koordinacije z drugimi upravljavci infrastrukture, se pravi tukaj smo imeli na istem gradbišču sočasno več različnih izvajalcev, in pa seveda zaradi težav s covidom, to je, kot veste, zaradi omejitev gibanja, zaradi težav z dobavo samega blaga, dobavni roki so se podaljševali, usklajevanje del in tako naprej, upoštevanje razdalj, težav s prevozi in pač vse to je rezultiralo tudi v tem, da enostavno smo prišli zdaj v obdobje, zimsko obdobje in da pač moramo žal en del, se pravi tistih 20% asfaltnih površin preložiti v spomladanski čas, vendar pa se bomo seveda potrudili, da bomo v tem vmesnem času zagotovili nemoten dostop vsem prebivalcem in pa da bomo pravzaprav tam, kjer so še nedokončani odseki, omogočili čim bolj, bi rekel, pretočno in pa nemoteno dostopanje do njihovih objektov.